Dober dan, to je N1 studio. Ne samo njena stranka, veliko tistih, ki jih zanima slovenska politika, je kar nekaj časa čakalo, kako se bo odločila. Evropska poslanka in nekdanja predsednica Nove Slovenije je dobra 2 tedna pred začetkom uradne kampanje sporočila, da se ne bo vnovič potegovala za predsednico republike. Je bil Janez Cigler Kralj prva izbira ali rešitev v sili? Kaj meni o trenutnih favoritih javnomnenjskih anket? Bo šla po še en mandat evropske poslanke? Kakšni so odnosi s stranko NSI? Kaj meni o delu Golobove koalicije in vlade? Evropska poslanka Ljudmila Novak, dober dan, dobrodošli na N1. Dober dan. Prvo vprašanje, zakaj se potem vendarle niste odločili za kandidaturo na predsedniških volitvah? No, jaz sem bila pred 5 leti že strankarska kandidatka, takrat sem dobila 7,2%. Skoraj identični rezultat se je potem ponovil 1 leto kasneje na državnozborskih volitvah, torej si omejen strankarsko. In če bi želela dejansko zmagati ali imeti resne možnosti, potem bi se morala stranki odpovedati, zbrati podpise, sestaviti svojo ekipo in iti tako v kampanjo. Enkrat sem že poskusila strankarsko, zato ni imelo več smisla. Nisem pa našla dovolj volje, moči, motivacije, da bi šla v ta projekt. Pa tudi zapustiti stranko, ki si jo nenazadnje toliko let vodil, je pripadal, je zelo težko. In zato sem se odločila, da pač ne bom kandidirala. Sem pa zelo vesela, da smo vendarle dobili dobrega kandidata za predsedniško tekmo, ki ga 100% ali pa rekla sem 200% podpiram, ker ga tudi dobro osebno poznam, več let je bil naš sodelavec. Se hvalim, da sem ga naredila za kralja, ker sem ga poročila ženo, ki se je pisala kralj. Ker on se ne dela prijaznega, on je prijazen, on se ne dela ljudskega, ampak je ljudski. Skratka, lahko postane dejansko moralna avtoriteta. Naredil je veliko dobrega v času, ko je bil minister. Seveda ga pa obremenjuje spet ta strankina ozkost, če tako rečem, omejenost kot strankarskega kandidata. In pa seveda tisti, ki niso odobravali prejšnje vlade, vedno te to potem nekako spremlja. Bova o Ciglerju Kralju kakšno rekla še v nadaljevanju, ampak najprej to, zakaj menite, da bi vi morali, če bi želeli nastopiti kot neodvisna kandidatka, pa izstopiti iz stranke? Imamo primer dolgoletnega poslanca SDS Anžeta Logarja, ki ga je zdaj kot neodvisnega kandidata podprl svet stranke SDS, ki ga vodi Anže Logar. Milan Brglez, prej SMC, zdaj vaš kolega evropski poslanec SD, bi bil lahko neodvisni kandidat s podporo koalicijskih strank, vsaj v to smer gredo zdaj ti pogovori. Torej, zakaj menite, da bi vi morali potem izstopiti iz Nove Slovenije? No, ne nujno izstopiti, ampak vsaj iskati širšo podporo. Strankarsko podporo širšo bi težko dobila, ker na desnici vemo, da nisem ravno prva izbira neke druge stranke. Na levici bi tudi težko iskala podporo, torej bi dejansko morala biti nestrankarska kandidatka. Seveda meni je tudi pisalo, nagovarjalo me veliko ljudi, ki niso strankarsko opredeljeni, pa so nekako me videli v tej vlogi in zaradi tega sem tudi rekla, bom resno razmislila. In sem razmišljala, sem tehtala te možnosti, potem pa, ko sem videla tudi, kako so se stvari postavile, da je skoraj, so že zmagovalci določeni, pa se mi je zdelo tudi nepotrebno, da grem v ta boj. Mi je pa bilo hudo prav za tiste ljudi, ki pa so vendarle verjeli vame, zaupali, si želeli, tako da vsem tem se opravičujem, da nisem zbrala te moči, ker teh ni bilo malo, ki so me vendarle videli na tem mestu. Ja, sami ste rekli, 2017 na zadnje niste dosegli prav dobrega rezultata, malo več, 7,24%, 54.400 volivcev, izpad v prvem krogu. Zdaj, če malo analiziramo in primerjamo število glasov za vas in stranko NSI na zadnjih volitvah, gre res v to smer, kar ste tudi sami prej omenili, da niste uspeli nagovoriti nekako širše baze volivcev od strankine.
Čeprav zdaj je bil tisti, da so vas predvsej bolj nagovarjali nekateri na levem polu, ne? Predvsem zato, ker ste kritizirali prej vladajočo SDS in njenega predsednika Janeza Janšo, ali potem niste verjeli, da so ti pozivi neka realna podpora, ki bi se potem odrazila na volitvah, če bi dejansko kandidirali, ne? Je bilo to torej tisto, v to niste verjeli? Ja, ker ko imajo ljudje, ki strankarsko glasujejo na volitvah, svoje kandidate, rečejo v prvem krogu, bom podprl svojega, naprej pa potem tega in tega. Zato pa pravim, da bi morala dejansko zbrati širši krog ljudi, podpisnikov, ki bi me podpirali in potem bi bile realne možnosti. Seveda jaz svojega odnosa do neke druge stranke ali pa njenega vodja nisem nikoli spreminjala, ampak vedno sem pač povedala tisto, kar me je motilo ali pa kar se mi ni zdelo primerno, in to bi tudi sedaj naredila v vsakem primeru, a ne. Tako da je potem težko dobiti tudi podporo z te strani. Ja, Janez Cigler Kralj je kandidaturo s podpisi 8 poslancev Nove Slovenije, tudi svojega, vložil kot drugi, takoj za Gregorjem Bezenškom. Vsi vidnejši obrazi Nove Slovenije so bili tam na Državni volilni komisiji poslanci, vas pa tam nismo opazili. Zakaj ne? No, niti nisem bila posebej povabljena, ampak se mi to ne zdi pomembno. Jaz sem Janeza Ciglerja Kralja podprla tudi na tiskovni konferenci, ki jo je imel, javno izjavo sem dala, tako da v tem ni nobene zarote ali karkoli. Dejansko ga podpiram, ker je dober kandidat, predvsem pa, ker je zelo dober človek, oče, ne blefira, skratka, ga z veseljem podpiram. Pa pričakujete, se v tem ste že malo prej rekli, ampak pričakujete, da bo lahko vendarle kot kandidat stranke nagovoril širšo bazo od tiste, ki jo ima Nova Slovenija, da dejansko lahko cilja na drugi krog? Seveda moramo v to verjeti, za to delati in si prizadevati. On kot minister za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti je naredil zelo dober vtis oziroma je dobro delal, in tisti, ki so imeli neposreden stik z njim ali so bili vodje inštitucijah, ki jih je on nekako kot minister vodil ali pa bil pristojen, na vse je naredil zelo dober vtis in si je dejansko prizadeval in z dobrim delom dokazal, da je sposoben, da čuti neko simpatijo, empatijo do različnih ljudi, ne glede na pripadnost, da ima socialni čut. Z tega vidika ga jaz vidim kot odličnega, pravega kandidata za predsednika. Seveda strankarska pripadnost te pa vedno omejuje. In pred 5 leti vemo, da je bil kandidat ali pa velik favorit aktualni predsednik Borut Pahor, in takrat smo že vnaprej vedeli, da vsak drugi kandidat ima zelo malo možnosti, pa še večina stranke je imela svojega kandidata, saj nas je bilo, ne vem, 14 ali 15 kandidatov, tako da niti ni bilo pričakovati strankarske podpore od drugih strank. Kako zelo bo po vaše na razplet te tekme vplival umik kandidatke vladajočega Gibanja Svoboda Marte Kos? Kako gledate nanj? Cel kup nekih teorij se je pojavilo okoli tega, ker pač ona je rekla samo, da se umika iz osebnih razlogov zaradi spremenjenih okoliščin. Podrobnosti ne poznam, ampak na njenem mestu mislim, da zase je pravzaprav dobro naredila, ko je ugotovila, da nima možnosti, tako da zase je dobro naredila. Na Levici so pa spoznali, da bo ena kandidatka premalo, zato so nagovorili še tudi drugega močnejšega kandidata, in tako je več možnosti, da v drugem krogu potem tudi je kdo izvoljen. Se strinjate s predsednikom vaše stranke Matejem Toninom, da je neodvisni kandidat s podporo SDS Anže Logar šel preveč globoko v levo oziroma globoko v sredino? Jaz imam svoj odnos glede tega, kaj je levo, kaj je desno, kaj je sredina. Zame ti pojmi niso najpomembnejši. Jaz postavljam na prvo mesto človeka, kakšna so njegova dela, kaj podpira, ali je pošten, ali si prizadeva za dobro. Zato jaz teh pojmov levo, desno, to sem že večkrat tudi v stranki rekla, ko smo se mi opredeljevali za sredino, meni se to ne zdi najpomembnejše. Pomemben je človek, kakšna so njegova dejanja. Drži, da ni bilo prav nobene možnosti, da bi Nova Slovenija svojo podporo dala Anžetu Logarju. Ste se vi kaj izrekali o tem?
Ja, meni se zdi prav, da če smo tretja najmočnejša stranka v parlamentu, da imamo svojega kandidata. In zato sem tudi se zavzemala, glasovala in podpirala. Janez Janša je bil ob vaših kritikah njegovih potez na Twitterju v svojem slogu izjemno oster, da v Bruslju za 15.000 evrov plače delate z gago. Vi ste na to odreagirali s pismom, v katerem ste glede morebitne predsedniške kandidature takrat zapisali, ampak od tega že več kot eno leto, citiram: "A to morebitno mojo kandidaturo je seveda treba na desni v kali zatreti, kajti na predsedniško mesto je treba postaviti lutko, ki jo bodo lahko po svoje obračali." Konec citata. Je po vaše zdaj do tega prišlo? No, že Logar gotovo ni lutka. Je sposoben politik, ne vem pa, če ima čisto vse atribute, kot jih jaz vidim, ki bi jih moral imeti idealni predsednik. Naprimer, kaj menite? Na kaj ciljate? Jaz si želim enega širokega, ljudskega, takega res moralno avtoriteto, ki pa tudi ni preveč ozko strankarsko usmerjen, ki ima srce za vse ljudi. To jaz vidim v našem kandidatu, v njem tega tako zelo ne vidim. Je pa sposoben politik. Kar se pa tiče teh zapisov, seveda, kadar sem se pojavila zelo visoko na lestvicah priljubljenosti, je bilo treba v kali zatreti vse možnosti, da bi še kandidirala. Jaz najprej sploh nisem o tem razmišljala. Enkrat sem kandidirala, zdaj sem evropska poslanka, niti nisem razmišljala o predsedniški kandidaturi, ampak so pravzaprav ti, ki so se bali, da bom kandidirali, že vnaprej me diskreditirali. In to so počeli ves čas. Seveda, kakor hitro sem pa se jaz vsake toliko časa oglasila in povedala svoje mnenje, je bil pa ogenj strehi, kako nekoga napadam in tako naprej. Ampak to so že stare zgodbe, sploh ni vredno, da jih še pogrevamo, to so znane stvari. Jaz se zdaj trudim delati svoje službe evropske poslanke po najboljših močeh. No, kar se tiče plače, se več kot pretirava, pa tudi nimam jaz take plače, imamo vsi evropski poslanci enake plače. Ja, tudi SDS-ovi. Prej ste že tudi sami omenili, gospod Tonin je nedolgo nazaj Novo Slovenijo razglašal za čisto sredinsko stranko, pa ne samo on, to je bil del v bistvu neke kampanje novega pozicioniranja stranke, če tako rečem. Zdaj pa navija, gledal sem ga, ko je vložil Cigler Kralj kandidaturo, je v eni minuti 3 ali 4 omenil, da je to kandidat za desnosredinskega predsednika. Desna sredina. Je to zdaj nekakšna kriza identitete stranke, ki ste jo vodili 10 let? No, mi smo se vedno zgledovali, primerjali s Krščansko-demokratsko unijo v Nemčiji, tudi programsko smo bili zelo podobni in oni se opredeljujejo kot sredina. Mi smo vedno rekli, da smo desna sredina in tako mislim, da nas vidijo tudi ljudje. Sicer pa, bom rekla, politologi to bolj teoretično razlagajo. Jaz kot praktik v politiki, ki nisem tako, bom rekla, teoretično, politično podkovana, pa pač na te izraze ne polagam toliko pozornosti. Ja, ljudje imamo neko čisto človeško težnjo, da stvari predalčkamo. Verjetno je to povezano tudi s tem. Zanima me, v kakšnih odnosih ste trenutno sicer s stranko? Koliko stikov imate z vodstvom? Hodite na organe stranke? Ja, na organe stranke hodim. Delno smo tudi imeli seje preko Zooma, tako da sem se jih udeleževala, če sem bila v tujini. Bila sem na strankinem posvetu, na kongresih, torej na vseh najpomembnejših dogodkih. Zagotovo pa nisem zdaj tako tesno povezana, vpeta vsakdanje dogajanje, ker pač nisem v slovenskem parlamentu, ne hodim na poslansko skupino, čeprav me vabijo in lahko grem. Skratka, nisem... Zakaj pa ne hodite? Prosim? Zakaj pa ne hodite? Zato, ker imam svojo poslansko skupino v Bruslu. Pa velikokrat se moja asistentka udeleži in mi potem poroča, kaj se dogaja. Potem imamo na Vibru poslansko skupino, tako da sem vpeta dogajanje, seveda pa ne tako močno več, kajti jaz se vendarle bolj ukvarjam z evropsko politiko. Ja, po informacijah N1 in naših izkušenih novinarjev in novinark se stranka Nova Slovenija ni prav zelo trudila, da bi vas prepričala v kandidaturo za predsednico. Lahko to potrdite? Je morda tudi to ne nazadnje vplivalo na vašo končno odločitev?
Stranka je dala izjavo, da me bo podprla, če se bom tako odločila, tako da moram biti poštena in reči, da sem prepričana, da me bi podprli. Koliko je pa pri tem kdo čutil veselja, ne, eni bolj, eni pa manj. Bi morala Nova Slovenija na lokalnih volitvah v Ljubljani imeti svojega kandidata? Spomnimo morda tu na leto 2012, tudi takrat je sicer že v prvem krogu zmagal Zoran Janković skoraj 61%, potem ko je propadla njegova avantura v državni politiki, ko je bila tudi tista vaša znamenita izjava, da je treba znati šteti. Takrat recimo je skupna kandidatka desnega pola Mojca Kucler Dolinar iz Nove Slovenije dobila skoraj 26%. To za Ljubljano, za desnega kandidata ni tako zelo slabo. Ja, to je bil dober rezultat za našo stranko. Naša stranka ima tudi mestne svetnike, 2 ali 3 ponavadi. Kadar imaš stranka svojega županskega kandidata, je več prisotna v medijih, več se govori o njej, več je možnost za nastopanja v teh volilnih soočenjih, tako da je zelo dobro, da ima stranka svojega kandidata, ker se laže preko kandidata promovira. Če pa ta kandidat prepoznaven, dober, pa toliko bolj. Ampak zdaj, da bi imeli pa skupnega kandidata z SDS, to pa verjetno ta možnost pa ni prav velika več. Govorim za Ljubljano. No, o tem pač stranka ni sprejela dokončnih sklepov, ampak jaz se vedno zavzemam za to, da imamo svojega kandidata najprej. Ali menite, da bi morali poslanci Nove Slovenije tesneje sodelovati s koalicijo Roberta Goloba? Ali razumete, da so ti obsežni predlogi ustavnih sprememb, kar je zdaj predlagala Nova Slovenija, poskus podaje roke koaliciji pri projektih, kjer je pač treba zbrati 60 glasov, 2/3 ustavno večino? Sama sem se vedno zavzemala za to, da tudi ko je stranka v opoziciji, mora podpirati, mora biti konstruktivna. Ker vsi, opozicija in koalicija, delamo za to državo, za naše ljudi, zato smo bili izvoljeni, zato je prav, da se dobre stvari podprejo, kar pa menimo, da ni prav, ni v skladu z našim programom, pa seveda na primeren način zavrnemo. Te pobude, ki so tukaj nastale, so tudi zato, da vendarle stranka kaže, da ima svoj program, da ima svoje ambicije, da pač želi neke spremembe. Ampak to bi verjetno lahko že v prejšnjem mandatu predlagala, ko je bila v koaliciji, ne? No, saj smo tudi v prejšnjih mandatih marsikaj predlagali. Tudi ko smo bili v opoziciji, smo predlagali zelo veliko zakonov. Večina je bila nažalost zavrnjenih, nekaj je bilo pa tudi sprejeti. Mi delamo svoje naprej in to v državnem svetu, ta ideja je bila že večkrat prisotna, tako da to smo že prej govorili. Ukolikor bodo seveda stranke našle skupne točke oziroma se bojo strinjale, bo do tega prišlo. Tako da jaz sem vedno za konstruktivno sodelovanje, ker se mi zdi narobe, da takrat, ko si v opoziciji, vse zavračaš, tudi dobre stvari kritiziraš, potem pa, ko si sam na vladi, si pa želiš konstruktivno sodelovanje opozicije. Moraš najprej sam pokazati, da si konstruktiven, pripravljen sodelovati, potem pa mislim, da lahko, ko si na vladi, tudi to pričakuješ od opozicije. Ja, prejšnji vladi so za prejšnjo opozicijo govorili, da pogosto nagaja. S tem v zvezi, zdi se, da se Nova Slovenija v večjih točkah poskuša nekako distancirati od projektov bivše partnerice SDS, ki zdaj v opoziciji spet, če uporabim ta izraz, nagaja, zbira podpise za kar 3 referendume. Zdaj vidva sta s kolegom evropskim poslancem Milanom Zverom izmenjala kar nekaj ostrih besed na internem sestanku EPP-ja. Posnetek je potem šel v javnost, ker ste želeli, da se določene stvari razčistijo. Vi ste takrat tam na tem sestanku za poraz prejšnje koalicije okrivili izključno Janeza Janšo. Ali menite, da je to tudi širše mnenje znotraj stranke, da zdaj zato tako poskuša Nova Slovenija se pri določenih stvarih pač distancirati od SDS-a? Mi smo vsekakor samostojna stranka. Vem pa, da ko si v vladi, je težje kritizirati svoje vladne partnerje. Jaz sem pač povedala svoje mnenje, ker pač ne znam lagati ali pa blefirati ali pa ne povedati tisto, kar mislim.
In to ni nič novega. Nova Slovenija je samostojna stranka. Vedno sem si želela, da bi bili kritični do tistih stvari tudi naših partnerjev, ki pač niso v skladu z našimi vrednotami. To sem morda pogrešala. Sedaj smo v opoziciji, sicer oboji, ampak to ne pomeni, da smo povezani. Lahko v neki točki sodelujemo, ker imamo enaka stališča, v drugih točkah pa tudi ne. Tako da svojo samostojnost pokažeš takrat, kadar imaš svoj program in ga skušaš izpolnjevati in sodelovati v tistih točkah, kjer se pač najdeš, bodi si z opozicijo, bodi si s koalicijo. Zakaj pa menite, da je ta poraz kriv izključno on, bivši predsednik vlade? Zato, ker je bila dobra možnost, da ta vlada, ki je naredila veliko dobrih stvari, jaz sem vedno pohvalila naše ministre, ker se mi zdi, da so bili zelo aktivni, tudi na terenu so bili pozitivni odzivi, bilo je narejeno veliko dobrega, tudi časi niso bili lahki, ker je bila pandemija in podobno, vendar neka neprimerna komunikacija, ki jo vsi poznamo, neka drža, tudi neke menjave tako na hitro je v ljudeh zbudilo nezaupanje, strah in to je tisto, kar je na koncu tudi so ljudje povedali na volitvah. Kako bi sicer ocenili delo nove leve vladne koalicije? Prvič je zraven z ministrsko ekipo tudi Levica, s katero se NSI zares veliko ukvarja? Ja, Levica pač naj pokaže, da znajo delati, ne samo govoriti, tako kot je bilo v prejšnjih mandatih. Ne nazadnje so tudi oni pripomogli k temu, da je Šarec takrat odstopil. Zdaj se naj z delom dokažejo. Seveda njimi pa všeč to, da se zdaj delajo čistke na ministrstvih. Konkretno vem za Ministrstvo za delo, ker je pač bil naš minister. In poznam te ljudi, ki so tam bili zaposleni, zato da bojo nekaj naredili, da se pač jih zdaj nekam pošilja, tako rekoč kazenske bataljone, kot temu pravijo. Mislim, da je predsednik vlade Golob, to se pravi v predvolilni kampanji, obljubljal, da bo delal drugače. Jaz upam, da bojo to dokazali tudi v prihodnosti. Tako da po eni strani verjamem, da želijo delati dobro in verjetno so tudi že kaj dobrega naredili. Jaz tako podrobno sedaj ne spremljam stvari. Vem, da je bilo tudi nekaj napak, naprimer tisto, ko so dali razpis, da bojo pokupili vso slovensko pšenico od kmetov. Tisto je bilo zelo čudno in je tudi stvar propadla. Verjamem tudi, da nekdo, ki pride na novo na nek položaj, ne more biti tako hitro učinkovit, pa vse delati kot nekdo, ki ima že več let izkušenj na teh mestih. Tako da jaz še vedno pričakujem, da bo ta vlada ustrezno reagirala v tej energetski krizi. To ne nazadnje lahko upravičeno pričakujemo od predsednika vlade, ki ima na tem področju največ izkušenj, da bodo, ker se cela Evropa ukvarja zdaj z energetsko krizo, z draginjo in tako naprej. Tako da jaz upam, da je tukaj pravi mož na pravem mestu. Za zdaj pa ne vidite tega, da je pravi mož na pravem mestu. Kar ste videli do zdaj? Jaz govorim, kar se tiče energetskih ukrepov. Zdaj ne morem reči, da so se že tako pokazali kot zelo pozitivni, ker še nismo dosegli največje kritične ali pa najnižje kritične točke. Kar se tiče kadrov, tukaj bi želela, da bi se delalo drugače, kot se je mogoče v prejšnjih vladah delalo, da bi na prvem mestu bilo znanje, pripadnost, strokovnost, ne politična pripadnost. Sama sem, ko sem upravljala vodilne funkcije, sem sprejela tiste ljudi, ki so prej delali pod drugo oblastjo, pa ko sem videla, da dobro delajo, sem jim dala vse možnosti. Tako da jaz upam, da bo ta vlada dokazala, da zna delati tudi tisto, kar je prej kritizirala pri prejšnji. Boxerjev vlada ne bo kupila, raje bo plačala 70 milijonov kazni. Ste tu na stališču predsednika svoje stranke, bivšega obrambnega ministra Tonina?
Mislim, da je Tonin kot obrambni minister dobro opravljal svoje naloge, z veseljem tudi marsikaj izboljšal. Mislim, da mu to tudi strokovna javnost priznava. Sama nisem strokovnjak za to področje, tako da ne morem ocenjevati, ali so ti boksari dobri ali niso, ker beremo tako in beremo drugače. Se pa sprašujem, če je smiselno, da zaradi nekega nasprotovanja se ta pogodba prekine in damo kar nekaj 10 000 oziroma nekaj 10 milijonov v prazno. To se pa sprašujem. Je bila pa pogodba, to je pa res treba priznati, podpisana tik preden se je pač prejšnja vlada poslovila, ko je v bistvu že tekoče posle opravljala, ne? To je sicer res, ampak kolikor vem, se je od teh boksarjev govorilo, načrtovalo že pri prejšnji vladi, ne? Predvsem pa mislim, da morajo biti to strokovne odločitve, ne politične. In takšne nabave mislim, da ne načrtuje minister, ampak da to vendarle vojska s svojim strokovnim štabom načrtuje. Tako da jaz strokovno se ne morem izraziti, ali so ti dobri ali niso dobri. Sem pa zato, da je prav, da imamo kot država svojo vojsko, da jo primerno opremimo, da je ne izstradamo tako rekoč, ker kljub temu, da vemo, da ne bi nikoli mogli samozadostno se upreti večjemu agresorju, pa vendar je pomembno, da imaš vsaj nek del prebivalstva, neko vojsko, na katero se lahko upreš v primeru agresije. Prej ste omenili že energetsko krizo. Se je po vaše vlada ustrezno lotila težav, ki pestijo državljane vse bolj, ne? Včeraj smo denimo dobili primerjalnik cen košaric 6 največjih trgovcev. Že kar nekaj kritik je bilo na ta račun. Kaj menite vi? No, to je želja, volja nekaj narediti. Ali bo ta projekt uspel, je pa tako, da Slovenci že vnaprej smo skeptični za vsako stvar. Menim pa, da je to tudi zelo težko primerjati, ker je težko, lahko se sklicujemo samo na cene, ampak je tukaj še kvaliteta, razni popusti in tako naprej. Tako da je to en poskus, kako vendarle doseči, da trgovci ne bi šli čez vse meje. Ne vem pa v tem trenutku, ali bo ta poskus uspešen ali ne bo. Ali tudi vi ob vsesplošni draginji pogrešate odločnejši odziv Evropske komisije? Ja, Evropska komisija se trudi, poskuša. Vemo pa, da Evropska komisija sama od sebe ne more pravzaprav narediti nič dokončnega. Evropska komisija pripravi predloge, ki jih pa morajo potem potrditi države članice, pa Evropski parlament, ki je sozakonodajalec. Ta soglasja doseči pa je vseeno težje. Kljub temu menim, da da so prizadevanja zelo aktivna in da bomo vendarle skupaj najlažje prešli to krizo, ki ne bo lahka. Po zimi se bo šele pokazalo, nekateri imenujejo, da bo to Putinova zima, zaradi tega, ker se bomo znašli v še večji energetski krizi. Tako da samo skupaj lahko se najbolje znajdemo ali pa upremo tej krizi ali pa iščemo najboljše rešitve. Tako s solidarnostjo med državami, tukaj treba izboljšati tudi povezljivost energetskih sistemov, tako z solidarnostjo, skratka, iskati, no, po drugi strani pa vemo, da moramo delati na obnovljivih virih energije in ta kriza je to še samo spodbudila. Težko je pa v tako kratkem času vse te vire nadomestiti, ker vemo, kolikšni meri smo bili odvisni, nekatere države pa so še bolj odvisne od ruskih energentov kot naša. Tako da bo to težka zima in skupaj Evropa lahko največ naredi, bo pa težko. Ja, pa nekateri se še vračajo k premogu, a ne, ob tem, ko govorimo o zelenem preboju. Je Evropska komisija po vaše naredila prav, ko je predlagala zamrznitev 7,5 evropskih milijard za Madžarsko? Ja, zato ker država, ki ne spoštuje temeljnih pravil, načel Evropske unije, načel pravne države, pač ni upravičena do teh sredstev. In tukaj je Madžarska že dolgo časa hodi po robu, se podpira tudi, vemo, nekoga drugega, velikokrat dela proti temu, kar se sprejema v Evropski uniji. In če je denar porabljen
netransparentno, koruptivno, nepregledno, potem seveda ne more dobiti država odobritev za to. Tako da tukaj vsi podpiramo in se strinjamo, da se vse države morajo držati načel, pregledno razdeljevati sredstva in tukaj Madžarska ne sme biti izjema. Ja, ne strinjate se čisto vsi, ne? Ko gre za Madžarsko, EPP še vedno ni enotna, ne? Čeprav Fidesa ni več v tej politični skupini. Je ta neenotnost prav pri vprašanjih voditeljev, kot je Orban, najbolj izrazita? No, EPP je enotna. V času, ko je bil Fides član Evropske ljudske stranke, seveda so se začele stvari polarizirati. Ampak stvar se je rešila, potem ko je pač Orban videl, da EPP ne podpira več takšne drže, takšne politike, potem sam izstopil. Tako da Fides ni več član Evropske ljudske stranke in mi smo sedaj zelo enotni. No, ampak nekateri evropski poslanci iz vaše politične skupine pa vendarle so vsaj vzdržani, ne, če tako rečem, ko gre za Madžarsko. Ja, mogoče v prejšnjih časih je bilo tega več, kot je sedaj. Tako da seveda pa vsak poslanec se najprej odloča po svoji vesti. Mi smo člani neke politične skupine, vendar nismo zavezani, da moramo 100% tako glasovati. Jaz se načeloma držim tega pravila, da glasujem pač tako, v primerih, ko pa vendarle menim, da se s tem ne morem strinjati, pa glasujem tudi drugače. Ne pa po vzoru neke druge stranke, neke druge države. Ja, v nedeljo bodo volitve v Italiji, zmaga se nasmiha skrajni desnici Giorgi Meloni iz stranke Bratje Italije, ki je naslednica neofašistične stranke. The Guardian piše takole, citiram, Meloni, najverjetnejša nova premijerka, ni fašistka, ne bo poveljevala skupinam črnosrajčnikov in ne bo skušala strmoglaviti liberalne demokracije. To, da ob tem so vsi znaki zelo zaskrbljujoči za Italijo, Evropo in demokracijo. Se strinjate s tem? Ja. Ta skrajno desničarska gibanja, populistična gibanja, avtokratska gibanja ali stranke so velika nevarnost za Evropo in za svet. Žal se to čedalje pogosteje pojavlja, žal populizmi pogosto dobijo veliko podporo in to obžalujem in to me skrbi. Ali menite, da se s tem v bistvu zdaj, če bo dejansko v Italiji oblast prevzela Giorgia Meloni, da zdaj Madžarska dobiva veliko zaveznico, na drugi strani Slovenije, če tako rečem? Ja, gospod Orban si vsekakor želi, da bi jih več podobno razmišljalo kot on in je tudi poskušal že take stranke povezati. Tako da vseeno to je zaskrbljujoče, vemo iz zgodovine, kaj to prinese, do česa lahko pride. Pa vendarle zaupam Evropski uniji, da bo vendarle obstala in da bojo demokratična načela prevladala. Za konec še tole vprašanje, gospa Novak, pričakujete, da vas bo na naslednjih volitvah v Evropski parlament Nova Slovenija ponovno uvrstila na prvo mesto na listi, če se boste za to odločili, seveda? Zdaj imam še 2 leti mandata, poskušam svoje delo dostojno, dobro opravljati. O ponovni kandidaturi še ne razmišljam. To bo čez 2 leti, takrat bomo videli, kakšne so okoliščine, kakšne so možnosti. Seveda bomo takrat na novo pretehtali situacijo in se odločali. No, ampak če do tega pride, če vi sprejmete odločitev v to smer, je za vas neka naravna odločitev stranke, da vas uvrsti spet na prvo mesto listo, glede na to, da ste aktualna evropska poslanka te stranke? Seveda, vse je možno. Dobro, bomo videli takrat in seveda z zanimanjem spremljali. Za danes pa gospa Ljudmila Novak, najlepša hvala, da ste bili gostja N1 Slovenija. Prosim, nasvidenje. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte nas še naprej na n1info.si, iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.